sem povedal. Shall we start? Ne, we should. Halo? Ne dela. Deče na zemljonike. Ok. Fino. Hvala, ker ste še z nami. Upam, da ste se najedli. Zdaj začenjamo z novimi plenarnimi predstavitvami, tako da zdaj nas čakata dve plenarni predstavitvi. Prva je od vas in potem bo še kolegica Lea Maglajlič. Najprej pa bi hotel sam nakratko povedati, kdo ste govorci in govorka. Se pravi, Nika Cigoj Kusma je podpredsednica uporabniškega društva Svisci, je dela na Fakulteti za socialno delo, je dolgoletna aktivistka na področju duševnega zdravja, velika zagovornica vrstniške podpore na tem področju, tako da to. Potem Salih Čavševič je predsednik sveta uporabnikov v domu na Krasu in hkrati tudi predstavnik stanovalcev v svetu zavoda. In potem je tukaj z nami še Erik Zonta, je pa tudi strokovnjak iz lastne izkušnje, govoril je tudi v Evropskem parlamentu in zagovornik na tem področju. Tako da najlepša hvala, ker ste prišli in predajam vam besedo. Imamo približno pol ure in potem Tretjič začnem prispevek po doživljanju preobrazbe iz inštitucije v skupnost. Zapiranje ljudi v inštitucijah in življenje z ljudmi, mislim, s tistimi, ki si jih ne izbereš sami, tako, je pravzaprav kršenje pravic, ker človek si mora sam zbirati ljudi, s katerimi živi in kako živi. In o tem govori recimo konvencija o pravicah z oviranostjo. Pri pripravljanju in izvajanju zakonodaje je usmeritev za izvajanje te konvencije pri drugih postopkih odločanja, da človek odloča sam v svojem življenju in o tem, kaj ne bi počel, kaj bi delal. Govorili smo o tem, da so enake pravice tudi pri delu, da ima človek možnost, da je zaposlen. Veliko ljudi, ki ima oviranosti, so brez zaposlitve, čaka jih invalidska penzija ali pa brezposelnost in s tem imajo slabše pogoje za normalno življenje. Potem govori o pravicah, tudi strategija o pravicah ljudi z oviranostjo, ki napoveduje, kako ne bi bilo v letih 2021 in 2030, kjer se govori o politikah vključevanja in posvetovanja z ljudmi z oviranostjo in organizacijami, ki jih zastopajo, da njihovo sodelovanje v celotnem postopku, da zagotavljanje informacij o ustreznih pobudah politike v dostopnih oblikah. Za dezinstitucionalizacijo so pomembne smernice, govorimo o smernicah Združenih narodov, kjer govorimo o procesih dezinstitucionalizacije in kako morajo voditi ljudi, v katerem morajo biti vključeni ljudje z oviranostjo, vključeno s tistimi,
ki jih je prizadela institucionalizacija, da so morali vrsto let živeti v institucijah. Torej, zelo pomembno je, da človek odloča o svojem življenju. Ljudem z oviranostjo, ki živijo v institucijah, in ljudem z visokim tveganjem za institucionalizacijo je treba zagotoviti podporo in to so lahko centri za duševno zdravje in pa vse te službe duševnega zdravja, v katerih ne bi bili tudi pomembno zastopani glasovi ljudi, uporabnikov. Nadzor in moč nad lastnim življenjem, sodelovanje, glas in moč pri načrtovanju in oblikovanju storitev in politik pri zagotavljanju storitev. Tukaj bi dobra praksa pri zagotavljanju storitev so ti paketi, ki so včasih tudi, da je človek dobil denar in da je potem samo odločil, da je lahko tudi to podporo v skupnosti dobil in tudi plačil. Nič o nas brez nas. To pomeni, da je pomemben glas uporabnikov. Na eni strani strokovnjaki poudarjajo pomen vključevanja uporabnikov. Recimo, danes smo govorili veliko o domu na Krasu, ki je projekt vključevanja uporabnikov. Govorili smo o tem, da smo pripravljali ljudi na življenje v skupnosti. Nezaupanje strokovnjaki ne zaupajo uporabnikom in treba je, da se glas uporabnikov pa poudarja, da strokovnjaki lahko podpirajo v tej smeri, da se sliši glas uporabnika. Pomembno je iskanje načinov, kako bomo kaj skupaj dosegli, da vključevanje ne bo samo navidezno in da se dejansko vključijo v skupnost. Bistvo neodvisnega življenja je, da človek svobodno živi, je integriran v družbeno življenje, da zadovoljuje svoje potrebe, nuje pričakovanja. Samo odloča o svojem življenju in participira v družbi. To je to, kot sem rekla, da se v teh centrih in v službah duševnega zdravja slišal glas uporabnikov, da bi bilo po meri uporabnika. Lahko je vključen v svet služb duševnega zdravja, kjer zastopa še druge uporabnike. Pomembno je, da ima dovolj podpore, če misli, da jo potrebuje. Poleg vseh teh služb, ki sem jih omenila, je pomembna tudi vrstniška podpora, da lahko vrstniku pomaga in da je vzajemna pomoč in da se vrstniška podpora širi. Lahko se vključi kot vrstniški podporni delavec v podporno mrežo drugih. Načrtovanje in izvedba izobraževanja v okviru projekta, modul vključevanja uporabnikov procesa odločanja. Tukaj so pomembni društvo Slišči, FSD, Inštitut za socialno varstvo, krepitev moči, duševno zdravje v skupnosti, družbene vloge, stigma in potrebe. Poleg krepitve moči, da ima človek dovolj moči za življenje v skupnosti, je pomembno zagovorništvo, ker je zaradi stigme, ki jo dobijo v diagnozi, pomembno, da se človeku pomaga, da
se njegov glas sliši. Ženska skupina je delovala v Butovlah, kjer je pomembno so gesla, da smo prijatelji, da nismo med seboj, da ni nasilja med stanovalci in tudi potem naprej v skupnosti, solidarnost, da ni nasilja. Slišala sem, da se bojo tudi da se bo ženska skupina Luna Atra oglasila v Butovlah. Potem smo imeli 8 srečanj psiholoških delavnic, kjer so bile različne teme, kako si pomagaš, kadar si v duševni stiski, kakšni naj bojo medsebojni odnosi med uporabniki, med stanovalci in drugimi tako strokovnjaki kot tudi v lokalni skupnosti. Obuditev sveta stanovalcev, kjer se sliši glas stanovalcev, poleg tega glede tega, kakšne naj bi bile aktivnosti in kakšno naj bi bilo življenje, tudi zaenkrat v zavodu so potekale skupščine, sodelovanje na posvetih in konferencah in pri drugih dogodkih in projektih. Danes smo slišali tudi, kako je pomembno izobraževanje tako stanovalcev oziroma uporabnikov, kot tudi strokovnih delavcev, ki naj bi delali, ki naj bi pomagali pri tej kvalitete življenja stanovalcev, uporabnikov čim boljša. Skupščine so uvedli na novo tekom projekta, prej so bili delčni sestanki, zdaj pa so skupščine, kjer se stanovalci skupaj z osebjem pogovarjajo o različnih temah. Opazovali smo skupščine, zastavili smo raziskovanje v okviru modula vključevanja uporabnikov, ki še traja, opazovanje v parih, včasih ne gre več skupaj, tudi po 3 spremljamo število uporabnikov in zaposlenih na skupščinah, teme, v katerih se pogovarjajo in kdo jih predlaga, kdo vodi skupščine, kdo največ govori, kakšno je vzdušje in kako poteka odločanje. Več moči zaposlenih, skupščine vodijo zaposleni, ki tudi pripravijo dnevni red in zapisnik. Kljub temu, da je zaposlenih na skupščini manj, ima na skupščini več besede kot uporabniki. Zaposleni odločajo, kaj ni relevantna tema, poleg tega tudi uporabniki morajo odločati o temah, o katerih se hočejo pogovarjati. Uporabnika, ki vzpostavi temo, ki bi imeli dnevnega reda, gre za neko osebno zadevo, ki uporabnik želi razrešiti, se navadno stavi na način, da to ni zdaj tema pogovora ali pa da se ga zavrne, da se bo o tem kasneje pogovoril. Pomembno je pa, da se vsakega uporabnika upošteva, da gre k svojemu cilju in da gre k cilju, skupnemu cilju, v tem smislu, da skupaj zmoremo več. Motečih uporabnikov ni potrebno
to utišati in izključiti, ampak jih tudi njih upoštevati. Jaz bi začel takole. Moja predstavitev izhaja predvsem iz tega, da zadnje 3 leta delujem kot predstavnik Sveta stanovalcev v domu na Krasu, sem tudi predstavnik stanovalcev v Svetu zavoda, poleg tega pa živim v bivalni enoti zavoda in zelo dobro poznam življenje in delovanje zavoda. Preobrazbo zavoda sem torej spremljal zelo blizu. Kot jaz vidim stvari, smo stanovalci bili premalo informacij o preobrazbi zavoda, o tem, kam se bomo selili, kaj se bo gradilo, kaj se je obnavljalo, kje in na kakšen način. Vprašali so nas, naprimer, kam bi želel iti živeti, ampak na isti način, kot te vprašajo, a hočeš iti v Idrijo ali pa hočeš iti v psihiatrijo. Vodenje preobrazbe ni bilo dobro regulirano, kako sploh voditi preobrazbo zavoda. Prišlo je tudi do več odpovedi oziroma zrešitev direktor, veliko je bilo zmedeno. V projektu so vedeli tudi individualni načrt. Meni se zdi, da to ni dosegalo svojega smisla, smo ga naredili nekaj in se je zaposlena zapisala. Ni pa čisto jasno, komu je bil ta načrt namenjen. Dobro bi bilo, da že na začetku, ko delaš načrt, vidiš, da so te upoštevali, da so te razumeli, kaj praviš, kaj rabiš. Pomembna je percepcija, kako vidiš stvari. Tudi skupščine, ki zdaj potekajo, niso dosegli svojega namena. Sicer se dobivamo redno samo na tak način zaživela, da bi bilo zares prostor odločanja. Pozitivno spremembo tekom projektov in predvsem v svetu stanovalcev, prej se nismo dobili, zdaj pa se dobimo vsak mesec. Dogovarjamo se tudi za plačilo dela za člane sveta stanovalcev, da se jim izplača sejnina. Na začetku COVID-a smo na svetu stanovalcev pripravili pismo za svet zavoda in za MDDZSZ, ker so bile nevzdržne razmere, ampak nismo dobili nobenega odgovora takrat. Časa se ne da zaustaviti, projekt teče naprej. Pričakujemo, da ko se preselimo po koncu projekta, da bo drugače. Hiša je, to je pomembno, ampak ni pa edino, da imaš kje zaspati, da dobiš tablete, to je ok. Da življenje pa veš nekaj več kot to. Hierarhija bi morala biti drugačna že tako, ko se projekt pisal, bi morali biti življeni tudi stanovalci. Mogli bi se skupaj pogovarjati, ko bomo to skupaj peljali in da se nas upošteva. To sem s prijateljstvom Ficko, jaz sem nekaj diktiral in da je bilo spisano. Ona je dala točka nekako je izoblikovano. Če ste kaj izvedeti, kratki me razumel, kot da ja, večno tudi moram predstaviti. To so doživljanje leta, zdaj kako predstaviti vsebi pač v 15 minutah, ampak neki okviri so, zdaj pa ste povedali, če bo kaj, obiščite nas ali pa obiščite kaj, nas je dolgo zaposleni, da jim lahko obiščite, kaj so, kaj delajo, tako ne. Hvala. Dober dan, jaz sem Erik Zonta,
Hvala, da ste me povabili, hvala za kosilo in kafe in za svinčnike in vlogce. Jaz sem prišel zdaj 1 leto nazaj ven, zdaj sem bil v stanovanju, zdaj grem na morje, na počitnice. Želim tudi vam veselo poletje. Pol sem bil zaprt in stigmatiziran za strani bolnice, drogiran, silili so me piti tablete, silili so me govoriti, silili so me spati, silili so me, vse so me silili. Jaz tega nisem rabil, tudi če sem povedal. Zdaj, kaj sem te reči? Tablete zame niso zdravilo, ta terapija ni poštena v bolnici, koliko denarja Krka dobi, recimo, tu je naša multinacionalka za tablete, zeliščarstvo se je pozabilo in plus tega, če gre zdravstvo za denar, psihoterapije sploh ni vključene in nobene vrste terapije v zdravstvu, v psihiatrični bolnici sploh ni. Jaz sem zelo razočaran, kar se tega tiče, če se že gre za zdravje človeka. In pol ne vem, zdaj... Kje sem čujem? Čuje se, sliš. Ja. Najrajši imamo avtomatik Tomos, kupite si ga, to je dobro, to je zelo dobro, ni treba menjavati, sam se usedeš, daš malo gasa in gre, to, da malo pozabaš, kaj sem te reči, tablete, a? Na probleme. Ja, speta malo terana, že če tam trasi, jaz sem tle s krasa, teran in kokta. 2 deci terana, pol deci kokte. Čapjesta pa je foški, pa Coca-Cola. Zdaj... Ja, res. Kaj ste reči? Samo... Ja, žeškejo, da si na svojem. Ja, te tablete imajo zelo dosti stranskih učinkov, jaz sem zelo trpel, nisem rabil tablete v navodilah za uporabo piše tudi, da povzročajo šizofrenijo in psihozo, kar sicer je res, no. In v bistvu meni sploh niso pravilno zdravili, jaz sem v bistvu bil zaprt verjetno zaradi delirija od alkohola, zaprt sem bil proti volji, 2006 sem bil zaprt, po 3 tednih sem prišel v sebi in so rekli, da ostanem še in pol nisem čutil več muzike in glava mi ni prav delala. Pol sem pa čez par let pustil tablete, imel sem še astmo zaradi tablet, krčne žile, tike v očeh, zatekanje jezika, probleme z ledvicami, ne vem še kakšne probleme, no, vse vrste teh stranskih učinkov. Ko sem pa končil nes tablete, sem pa kar ozdravil, jaz ne vem, kako je to možno. Sicer je res, ne. Zdaj sem 3 dni zunaj, zdaj čakam, da dobim 21. socialno podporo, grem v mehaniki, ko mi neki avto pokvarjen in grem na Kaj delaš? Ja, želim si, zdaj sem bil zaprt 7 let, ne. Se vam pravim, želim si, da bi dobil službo. Prosim? Sicer po poklici sem natakar, rad rišem, delam pa vse, bilo kakšno delo bom vzel, ne vem, od čistilke naprej, sploh ne briga, sam da je. Zdaj bom imel leto na dopusti, ko nimam kondicije, delal sem pa fizično, drva sem delal, trte sem delal, seno sem naravil, pole zemljo, pole zide, kosil sem v Italiji, sem kosil travo, tako da
doma malo sem delal, ni važno, delal sem tudi, prej sem delal, preko so me zaprli. Zdaj sem bil zaprt, sicer se pravim, da sem se pa, ko te zaprejo na zaprti, imaš možnost, da se pritožiš. In jaz sem se pritožil, sicer sem se pritožil, jaz sem šel čez 5 sodišč, vsako je zavrnilo moje pritožbe, večno sem obsojen z mano, počnejo kar hočejo, verjetno bom šel čez 1 leto v azil, če mi ne bo uspelo, sicer se lahko pritožim čez Evropsko sodišče, za kršenje človekovih pravic, mahari, sicer je res, da ti malo tablete vzamejo glavo, sem bil pa res po 4 mesece zaprt, pol so me pa v Dutole zaprli na zaprt oddelek, 4 leta in pol sem bil tam in imam malo zadosti, nimam kondicije, vse me je bolelo. In zdaj grem plavati in to bo to. Zdaj, v glavnem, kaj ste reči, sodišča poteka tako, da pride odvetnik tja, spet on ni kriv, da je tam, sestra medicinska tudi ni kriva, da je tam, sodnik tudi ni kriv, da je tam, in zdravnik tudi ni kriv, da je tam, in njegova krivda, nobena krivda, ni njegova krivda, na konci delajo meni, ne. Ni prav, ne, se pogovarjati sta dva, če znaš dati kritiko, moraš znati tudi sprejeti, lepo je, če ljudi pohvališ, ne, v življenju je tako, da se stvari pohvali, ko življenje samo se ne naredi, lepo je, da te mama pohvali, ko pometaš po tleh, ali ti reče hvala, ali pa se lepo, sicer če ne se pa ljudje sam jezijo in kregajo, ne. Ni lepo, da se kregamo na sveti, tle gre se predvsem za enakost, za strpnost, gre se za zmernost, gre se za počivanje, gre se tudi za delo, ne moraš sam delati in ne smeš pozabiti nas, kaj sem te reči. Ja, pač da sodišče, moraš isti postopek, ko te zaprejo, moraš speljati sodišče do konca. Če ne, pol mene so spet zaprli, pa sem spet mogel začeti postopek in to je zelo mukotrpno, zdaj mi je ratalo, greš prvo okrajno sodišče, višje sodišče, vrhovno sodišče, ustavno sodišče in pol še Evropsko sodišče in pol lahko tožiš še Evropsko sodišče. Ne vem, jaz sem, kakor sem videl tukaj in jaz sem zelo razočaran, zato ker mučajo z besedami. Človek ni toliko narejen. Sam, če greste kdaj v hribe, se ustavite, pa ne morete več tako v življenji. Pač usedete 2 ure, 1 uro, lahko tam, lahko priti sam 10 minut, pa lahko greš gor. Če človek zmore priti gor na hrib, ma ni to fora, da se more priti gor. Moraš priti če nazaj dol, ne. To je tudi, ne smeš hiteti, ne smeš tako in tako, ne moraš paziti. Gledajte pod noge, da ste videli čez drugo dimenzijo, če gledate pod nogo, če ne, pa fokus čez balozik, ne. Ja, še 5 minut sem dali. Rad bi vam povedal še to, da bom prav poklicati na Greenpeace in Caritas. Gre se, če bi lahko, vse vam pravim, gre za pravice, enake možnosti v svetu je ogromno žarišč, lakote, revščine. Prosim tiste, ko so danes tukaj, tisti, ko ima vpliv, ko zmore, za lakoto v Jemnu sem gledal, dan je zelo slabo, tu je sramota za našo civilizacijo. Na konci so pa vsi racisti, pa ne vem kakšne nacistične stranke, pa nacionalistične stranke, pa ne vem kakšne stranke še, pa zdravniške stranke, pa kemikalske stranke in ne vem kakšno stran se držijo. To ni pošteno, v bistvu prosto bi jaz, če lahko nekako prosto apelirati za njeve, delo krepi človeka, v bistvu pravijo, da delo krepa človeka, ne, to je naš rek. Hotel sem povedati, če bi lahko naredili njeve, da bi ljudje lahko ne bili plačani za delo, ko ga naredil recimo, da bi imeli ali kakor komune, ali kakor prostovoljno delo, ali pa celo tistih 5 delovcev, ko pobira nasade fig, nasade lešnikov, nasade žita, da se plača tistega enega delovca, drugo pa da gre v dobrodelne namene. Gre se za ukrepati tako, kot tudi jaz sem bil bolan,
ali pa sem bil zdravljen, ker nisem rabil, ker sem pa rabil, pa nisem dobil in ogromno je teh krivic po sveti. Se vam pravim, mi smo vsi isti mogli biti prijatelji in si pomagati, ne pa da je res na svetu, če si pomagaš in si prijatelj, dosti več boljše prideš skozi. Dobro, hvala lepa, prosim, bodite dobro in petek je na morje, ne? Če Duša hoče nekaj komentirati? Ja. Pravo, da moram še povedati par stavkov. Bom kratko povedala. Ta projekt, ki traja 3 leta, bomo opeljali na tej konferenci in s tem je ta projekt končan. Ne bom jaz dolgo vezla, ker se mi zdi že, da preveč govorimo o tem, da je v glavnem. Borimo se za izhod v skupnost, to se mi zdi bistveno. Nobenih drugih stvari ne bi in tudi, ker mi imamo tudi, če so v ustanovi izdajamo časopis Izhod, pravi, da gremo iz institucij v samostojno življenje. Hvala. Imamo mogoče čas še za eno zelo kratko vprašanje iz publike, če je... Ja? Zadnja povodka priprošila. Večkrat te vidim na televiziji, ko so predstavili ta Nova Kracu. Kaj zdaj si ti odčunaj? Živiš v skupnosti ali si še vedno v zavodu? V zavodu sem še vedno. Čak, ti še to reči, da te bojo slišati. Ja. Jaz živim še vedno v zavodu. Ja. Ker sem se težko pač odločila, eni pač lažje prijatelj, eni pa težje in to je to. V Dutovljah. V čem je težava? Da. V čem je težava? V čem je težava? Saj se želim preseliti. Živela bom pa v Novi Gorici, če vas obdeno boste najde, ko bomo pač se preselili. Okay. Jaz se vproščam, da nimamo več debate, ampak nas čas preganja. Tako da najlepša hvala vsem, da ste povedali te stvari.